Približuje se praznik občine Hrastnik, 3. julij, spomin na gladovno stavko rudarjev, ki so se ji pridružili tudi kemičarji in steklarji. Seveda je z nami kdo drug kot župan Hrastnika, gospod Marko Funkelj. En lep pozdrav iz strojnice v Hrastniku. Na eno posebno lokacijo ste nas danes vi povabili tik pred občinskim praznikom. Kako bomo začeli to zgodbo z občinskim praznikom? Letošnji občinski praznik je vendarle majčkeno bolj obarvan v rudarske tematike. V lanskem letu smo od rudnika prevzeli kar nekaj rudniških objektov. Nismo jih prevzeli zato, ker bi želeli, da propadajo še naprej, temveč zato, da jim vdahnemo eno novo življenje. V tej strojnici, kjer danes stojimo, to je prvi objekt, ki ga želimo počasi, korak za korakom spraviti k življenju. V teh dneh bo mogoče številnim Hrastničanom in Hrastničankam, drugim gostom, tudi sprehod skozi ta objekt, da vidijo, kaj je bil namen te strojnice in vsega, kar je tu za nami. Namreč ta stroj in strojnica v ozadju je spuščala rudarje vsak dan 200 metrov pod zemljo. Zunaj pred to stavbo je jašek Martin, litoželezni jašek, monument rudarstvu praktično v Hrastniku. In jaz sem prepričan, da bo to tudi hkrati nek simbol Hrastnika skozi čas in želimo si, da bi skozi kulturno identiteto gradili naš kraj. Praznik je tudi priložnost, da se ozremo nazaj, pa ne tako dolgo nazaj, ko so še bili rudarji, ampak morda leto nazaj. Od praznika do praznika, katere stvari bi izpostavili? Ogromno je bilo manjših projektov. Naj povem, da je bilo letošnje leto verjetno prelomno tudi z vidika velikih projektov pri pridobivanju dokumentacije. Top 5 projektov v zadnjem letu, ki so na tabli v moji pisarni, je obrtna cona Hrastnik, za katero smo končno pridobili vsa ustrezna dovoljenja in dokumente, tako da pričakujemo v naslednjih tednih, da bomo začeli tudi z prvimi deli, z rušenjem celotne steklarske kolonije in opremo za bodoči razvoj spodnjega dela Hrastnika. Na drugem mestu je zapisan projekt kanalizacije, kjer smo prav tako končno uredili celotno dokumentacijo, iščemo izvajalca in že zelo kmalu, verjamem, da v septembru bojo zabrneli prvi stroji in začenjamo tudi ta 3-letni projekt. Na tretjem mestu za letošnje leto je športni park. Naj povem, da smo bili uspešni na razpisu iz Fundacije za šport, kjer bomo letos položili tudi tartan. Predvidoma bo oktobra odtečen prvi krog na novi podlagi. Edina občina v Zasavju smo, ki še nismo imeli tartanske podlage, in jaz sem prepričan, da je to ne samo ena največjih investicij v športno infrastrukturo v Hrastniku v zadnjih letih, ampak izjemna pridobitev tudi za rekreativne športnike. In v tem športnem parku letos v nekje sredini julija namestitev igral. Četrti projekt, ki je na naši tabli, je Resnica. V Resnici smo zelo daleč z idejno zasnovo. V naslednjih dneh, začetek julija, torej bomo objavili zadnjo verzijo idejne zasnove, ker je bilo vmes kar nekaj prilagajanj. V tesnih stikih smo z potencialnimi kupci, tudi z stanovanjskim skladom ter z Spektrom. In peti projekt na naši prioritetni lestvici je Dom starejših občanov Hrastnik, kjer še nimamo nič za pokazati, je pa v zadnjem letu bilo ogromno narejenega. Pričakujemo tudi, da bo nekje do konca poletja stekla dela pri izgradnji ceste na Lešo. V preteklih dneh smo na občinskem svetu potrdili spremembo občinskega prostorskega načrta za samo gradnjo in predvidevam, da bomo imeli skupaj z državo gradbena dovoljenja poštimana do marca prihodnje leto, ko naj bi se pričela tudi graditi celotna investicija doma starejših. Ob tem naj omenim, da sem izredno vesel tudi manjših projektov, prenovljen TIC v Hrastniku, pridobljena sredstva tudi za obnovo Mlakarjevega stanovanja, pričetek del cestnega odseka Rinaldo, gre za ogromno investicijo strani države. Tik pred začetkom smo zadeli ceste Spodnja Marno z pločnikom, nekaj manjših investicij po krajevnih skupnostih. Ne nazadnje je še ogromno takih malih stvari, od tega, da smo odprli učni čebelnjak, uredili nekatere zelenice,
Jaz verjamem, da občani vidijo in občutijo, da veliko delamo. Se pa te dni tudi odvija en velik festival, ki ste ga pripeljali v Hrastnik, in to prvič, festival delavskega filma Kamerad. Kot sem se pošalil na predstavitvi tega festivala, sem rekel, da si želim nekega dne nasloviti vse obiskovalce festivala za dobrodošli v slovenski prestolnici industrijske dediščine ter v svetovni prestolnici delavskega filma. Je edini tovrsten festival na Balkanu in eden redkih na svetu. In kot sem že prej omenil, z rudarsko in steklarsko dediščino želimo krepiti identiteto kraja skozi kulturo in na ta način tudi kasneje obuditi en del turizma. Naj povem, da je v sklopu festivala 13 filmov, ki bodo predvajani na 20 projekcijah po različnih lokacijah. Ena lokacija je v Rudniku, druga v Vašhavi, tretja v kompresorski postaji. V prostoru tule za mano pa bo v bistvu cel čas festivala tudi na ogled razstava zasavskega oporništva, ki jo je pripravil Zasavski muzej Trbovlje. In jaz mislim, da smo vsem tem prostorom vdahnili neko novo življenje in tisto, kar me izredno veseli, številni obiskovalci povprašujejo po nastanitvenih kapacitetah, ker je festival zastavljen na način, da je najbolje 3 dni preživeti v Hrastniku. Jaz sem prepričan, da bomo tudi na tem področju zelo kmalu naredili velike korake naprej. Že v naslednjem letu želimo odpreti hostel v Mlakarjevem stanovanju. Naj pohvalim tudi planince, ki so na Kalu letos preko drugega razpisa pridobili izdatna sredstva za obnovo enega dela koče, kar je trenutno poleg koče v gorah naš paraden namestitveni konj. Zraven imamo še tole gozdarsko kočo, ki se je lansko leto odprla, in tudi takih zasebnih pobud smo izrazito veseli. Jaz sem prepričan, da bo Hrastnik v 2-3 letih podvojil nastanitvene kapacitete in tudi število nočitev. Pa če še vprašam, omenila sva povečanje nastanitvenih kapacitet, kar pomeni tudi na nek način povečanje gospodarstva. Kaj pa kakšna nova dodana proizvodnja, industrija, karkoli se obeta mogoče na tem področju? Ja, kot sem že omenil, top projekt občine Hrastnik je obrtna cona. Gradnja industrijske cone je v predelu tovarne kemičnih izdelkov in steklarne. Obe tovarni sta v bistvu s tem, ko bosta gradili in investirali, obljubili nekaj dodatnih delovnih mest. Naj povem, da ravno v teh dneh pričenjajo z deli tudi v bivšem objektu tovarne Sijaj, kjer podjetje Ruiz Design na nek način obnavlja tudi notranji del te hale. Mislim, da še ni bilo javno povedano, tudi sosednje podjetje Bon5 bo deloma gostovalo verjetno v teh prostorih en del svoje proizvodne in naslednje leto oziroma do konca tega leta naj bi se tu dodatna delovna mesta širila v Hrastnik iz BTC-ja v Ljubljani. In jaz mislim, da so to tiste stvari, na katere smo lahko ponosni. In naj povem še to, da smo v teh dneh tudi sklenili dogovor, zaključni dogovor glede podjetniškega inkubatorja v Hrastniku in da je občina v bistvu postala lastnica velike sejne sobe in dodatne pisarne, kar bo sigurno prav tako lahko na dolgi rok peljalo k temu, da se bomo začeli ukvarjati tudi z mogoče kakšnimi razvojnimi projekti na tej lokaciji. Kot rečeno, sva tik pred praznikom. Seveda je na mestu povabilo na festival, ki ste omenili, kakšne posebne lokacije ima. Vsekakor pa je na koncu čas, da namenite čestitko, voščilo o prazniku svojim občanom in občankam. Spoštovani Hrastničani, spoštovane Hrastničanke, izjemno sem vesel in ponosen, da sem lahko župan Hrastnika in da smo v teh 2,5 letih naredili številne pomembne korake, ki bodo pustili sledi tudi v prihodnosti. Pokazali smo, da v Hrastniku tudi v času epidemije lahko delamo velike stvari, da imate izjemno veliko srce, pripadnost svojemu kraju in da znate predvsem priskočiti na pomoč sočloveku takrat, ko najbolj potrebuje. Številni projekti občine Hrastnik so usmerjeni ravno v to, da zagotovimo tako bivanjske kapacitete za mlade in za starejše, da uredimo infrastrukturo in da bomo vsi v tem Hrastniku živeli lepše. Tudi kultura, šport, vse skupaj je zgolj korak na poti do tega,
da bo to prepoznaven, zelen, vključujoč, sodelujoč kraj in da bomo ponosni nanj in z veseljem živeli v njem. Ob tej priložnosti vam čestitam ob občinskem prazniku in se veselim številnih druženj, ki so pred nami v prihodnjih mesecih. Srečno! Spoštovane Hrastničanke, spoštovani Hrastničani, želim vam lepo praznovanje in srečno!